Lejko samo povem tako, wow, kako lepo je videti puno cerkev in rad bi bilo večkrat tak. Ko sem poslušal to slavljenje starejših in tudi mlajših, sem si mislil, pa to je tako, kako je bilo te na pastirskih poljanah. Bili so veliki pastiri, mali pastiri in sem si mislil, da pa zakaj bi sploh kaj gučo? Nigde ne piše, kaj je što, kaj je tam gučo, ampak so vsi v Küper slavili vsemogočnega Boga, šter je poslal svojega sina, svoj luč na te svet med nas. Ampak vseeno bi rad nekaj iz Božje besede povedal in to dnešno razmišljanje bi rad začel malo nači. In sicer z enim pitanjem. Pital bi vas tako, ko na meni izstopa? Pulover? Zakaj pulover? Ko je dedek Mraz, ne? Pa lep je, ne? Ja. Jaz sem ga sicer oblekel samo za bolj pitanja, zdaj mu ga doj slejko. Ja, takšni pisani, moderni puloveri so gnes del Božiča, so postali del Božiča. Svet tak doživlja in tak razme Božič. In če bomo pitali ljudi, ko si one predstavljajo za Božič, dopravili verjetno, ka to je družinski praznik. To je čas, ka družina pride v Küper, o tom je že malo tudi Gregor gučo, ka se zberejo ponavadi za mizo, nekaj dobrega, pogejo in preživejo en čas v Küper. In to je dobro, ne je slabo. Ampak Božič v dnešnem času je ne samo to. Božič je grato sila. Božič je gratalo hitenje. Božič je grato nakupovanje in zavijanje daril, malih, velikih, dragocenih. Božič je grato postavljanje in krašenje jelk. Vse posebej leko vidimo lučke. Božič je grato ena sama dekoracija. Vse je okrašeno, vse se blešči v lepih, zlatih, rdečih, srebrnih in drugih barvaj. Okraševanje je gratalo, leko povemo tudi že kičasto in tudi tekmovalno. Što ima bogše, što ima več, gdje se bolje sveti, gdje se bolje bliska. Božič je grato tudi posel, dober in veliki posel. In kako znamo povedati, pravi Božič je, glede na vreme, samo te, kaj je v nej bejlo. Kaj je sneg, vače je to nej pravi Božič. In Božič je ne samo družinski praznik, ampak je, kaj je Božič? Dela prost den. Te smo leko doma. Jaz bi pa eto večer rad gučo v nočišnoj dekoraciji. O drugih lučkaj. O toj lučki, oziroma luči, štere so deca popejvala. O luči z veliko črko L, štere je bila poslana na svet, kako sprava med nami in Bogom. V uvodi bi se vrnil na začetek, na stvarstvo sveta. Predvsej hitro že v začetku Stare zaveze v prvi Mojzesovi knjigi, v 6. poglavi, v 5. in 6. veršu še leko preštemo. Gospod pa je videl, da na zemlji narašča človekova hudobija in da je vse mišljenje in hotenje njegovega srca ves dan le hudobno. Gospodu je bilo žal, da je naredil človeka na zemlji in bil je žalosten v svojem srcu. In zavolo toga, zavolo človeške neposlušnosti in samovolje, se je pred 2000 letami v Betlehemi je zasijala tista najsvetlejša luč, najsvetlejša od vseh. In ne je bila samo zvezda na nebi, ampak je bila zvezda rojana v jaslih. Luč, leko povem, vesolja se je spustila in zasijala med njegovim stvarstvom. Zasvetila je Božja luč. L kak ljubezen, U kak usmiljenje in Č kot do človeka. Zasvetila je luč, Božja luč,
pa so jo videli vsi, je pritegnila vse. Že pa se vrnemo 2 gezero let nazaj, na predvečer, na takšen večer, kak je gnez tu Jezusovega rojstva. Marija in Jožef sta, kot vsi ostali, sta se šla popisati, potovala sta iz Nazareta v Betlehem. Ne vem, če znate, kako dolga je ta pot, 110 kilometrov. In potovati, oditi, jahati osla v tistem času, po tistem terenu je ne bilo enostavno. In prišla sta Betlehem in iskala sta, kje bi se lahko počinovala. Iskala sta prenočišče. Trkala sta za prenočišče. Pri enom, pri drugom. Potrkala sta na večji vrataj, iskala, kje bi se lahko počinovala in kje bi lahko Marija tudi rodila. A nišče ne imel mesta za njivaj. In na koncu sta našla mesto G, v štali. In tam se je rodil naš Mesija, Božji sin. In razmišljal sem ne samo v pripravi na to besedo v tom večerji, ampak večkrat, pa zakaj se je naš Mesija rodil v štali, zakaj ne naš vsemogočni Bog poskrbel, da bi se narodil na bolj dostojnem mestu, v kakšni lepo razsvetljenoj sobi, v kakšni palači, štere so bile na voljo tistega časa. Zakaj se je to zgodilo? V Janizi 3:16 znamo, kaj piše, kaj Bog tako neizmerno ljubil te svet, vsakšnega človeka, tudi tiste, šteri živejo na obrobji, šteri so zavrženi, šteri živejo v revščini, šteri mogoče tudi zaudarjajo, ne samo bogate. Prišel je za vse. Šteri so živeli in še gnez živejo v temi, v greji, ka bi nas spravo svojim očetom in našim Bogom. In prišel je kot živa beseda, prišel je kot luč. Njemu, našemu Bogu je ne bilo vse eno, kot da se zgodilo z nami. Iskal je način, kako bi nas lejko odrešil. In o tom uči tudi Zaharija v svoji hvalnici Gospodi, v Lukovem evangeliji, 1. poglavji, 68. veršeši. Slavljen Gospod Izraelov Bog, ker se je ozrl na svoje ljudstvo in mu pripravil odrešenje. In v istem poglavju 79. veršoš, da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci in naravna naše noge na pot miru. Naš Bog se je ozrl na nas, na svoje ljudstvo in je prišel med nas kot živa luč, da bi nas premeknil iz te smrtne sence na pot miru in pot odrešitve. In znate kaj, Bog nam je dal nekaj, ko smo si ne zaslužili. Ko je to? Milost. Izeno je to, kar smo si zaslužili. Smrt. Znamo, ko piše v Rimljancem 6:23. Plačilo za greh je namreč smrt, Božji milostni dar pa večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Bog nam je dal to, ko smo si ne zaslužili, in vzel je to, ko smo si zaslužili. Bog nam je poslal luč, da bi razkrila temo in da bi razkrila greh naših življenjih in da bi nam omogočila, da stopimo na to pravo pot odrešenja. Ko dela luč? Kako ona funkcionira? Luč je svetloba, štera odstrani temo, štera razsvetljuje prostor, kak je tu. Luč nam kaže pot, omogoča nam lažje gibanje. Luč nam pokaže, nas opozori na ovire, na pregrade, na luknje, na ozke prehode, na nizke ovire. Vse to nam
v korist daje luč. Eno pitanje, znam, ker ste si že kdaj odeli z zavezanimi očami, ne? In te so že najmanjše ovire leko velike. Zdaj, če bi ga mogel tu iti do konca, vače je to fejs enostavno, ampak ne vem, kako bi. In te smo, ko imamo zavezane oči, kar ne vidimo, ko smo v kmici, ne smo sigurni, kakšni so naši koraki. Bolje takšni, ne? Kratki. Odimo tako malo pokrčeni, skrčeni, gdje imamo roke? Jih imamo pred self, ne smo sigurni. Če pa nemamo preveze, je pa vse enostavno. Leko normalno odimo, brez strahu in ne imamo težav pri leko povem krmarjenju. In isto tako je, če odimo v toj nebeško luči. Če ne odimo, ne vidimo duhovnih ovir. Ne spoznamo ovir, štere v naše življenje postavlja, če leko povem kralj teme. Trudimo se, hodimo v svoje luči in sčasoma neizogibno pride do tega, ko se spoteknemo, spadnemo, se ranimo, smo v bolečinah. Ampak Bog si toga ne želi. Zato nam je poslal luč svojega edinorojenega sina. In rad bi, pa si nakratko pogledamo, što je ta luč, ko v sebi Jezus guči. Janez 12:46. Jaz sem prišel kot luč na ta svet, da nišče, kdor veruje vame, ne ostane v temi. In Jezus v istom Janezovem evangeliji, v 8. poglavju, 12. veršeši, o sebi guči tak. Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Tema znamo, ko je prispodoba za grej. Ampak znate, Jezus je ne prispodoba za luč. Ne, on je luč. On je duhovna luč, štera sveti v temo toga sveta, v temo naših duš, naših življenj. In on je prišel kot luč, ko bi razsvetlo našega duha, razkril naše grehe, da bi sen šteri dovrvali vanj razsvetljiv pot, ki prinaša, znate ko? Večno življenje z njim. In ko jaz delam s to lučjo? Ko delaš ti s to lučjo? Gdje je ta luč, najsvetlejša luč, odrešujoča luč, Jezus v tvojem življenju? Komu si postavil to luč? V kateri prostor svojega življenja? Leko vem, v srednji prostor svojega življenja, v dnevno sobo, ali si ga postavil kot gostilničari ob času Jezušovega rojstva, tam, mendre, od zadaj, na nepomembno mesto, v hlev svojega življenja, v klej, tam spodaj, gdje jo nišče ne vidi, tam, gdje ne more zasijati, tam, gdje mogoče občasno samo obišeš in pogledneš, tam, gdje lejko tudi vgasne. In tako sta Jožef in Marija trkala za prostor, za prenočišče, za porod, tok Bog trka v etem večeri na moje vrata, na tvoje vrata, vrata tvojega življenja, z vprašanjem, če imaš prostor za njega, ali si zaseden, so ti druge stvari v življenju bolj pomembne in nemaš prostora za njega, za njegovo luč. On si je vzel čas za nas in znate, ne samo čas, on si je vzel življenje za mene, za tebe in za nas. Ampak on še gneše svetiti in biti prisoten v naših življenjih. Je njegova luč, dosta spitaven etom večeri, rojena v tvojem življenju. Šel bi, ka bi Jezus luč sveta bil prisoten tudi v naših življenjih, ka bi izpolnjevali njegovo reč in živeli njegovo reč
zaštelo znamo, ko je luč našim nogam. In ko nam Jezus naroča, Efežanom 5 od 8 do 10, nekoč ste bili namreč tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti sad luči je vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu. In še Matej 5 od 14 do 16. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Komu moramo postaviti to luč? Ne pod mernik, ki lahko vgasne, ampak koma? Na podstavek, da bo sijala tak, kot je zasijala na pastirskih poljanah. In ko da se zgodilo, če da on sijal iz nas, bodo tudi oni, ljudje, ki ne poznajo Boga, slavili našega Očeta, ki je v nebesih. Aleluja! Njegova, Jezusova luč mora sijati iz nas. In koliko je to možno? Če se spomnite, na začetku sem si slejko polover. Lejko povem, ko sem bil neprimerno oblečeni za te prostor. In znate, njegova luč, da svetila edino te, komu popolnosti slekli svojega starega človeka, svojo dekoracijo, svoje mišljenje, svoje mesene okraske in se oblekli v njegovo dekoracijo, duhovno dekoracijo, se okrasili, dekorirali z njim in s to lučjo milosti njegove prisotnosti. In zaključil bi rad s prispodobo in sicer v molitvi za pripravo besede etom večeri mi je Bog dal poslo eno besedo. On zna, da sem jaz vizualec in dostikrat tako komunicira z melf. In dal mi je besedo kolektor. Jaz znam, da Lipotovi imajo kolektore, za druge genau, vem, kar še eni imate, ampak ne vem genau što, vse ima kolektorje. In pitanje, komu ste postavili kolektore, komu ste jih obrnovali? Ja, proti sunci, zakaj? Zato, ko tam leko zberejo največ svetlobe, največ energije, tam je najboljša lega. Zakaj? To je pitanje. Dragi moji, Bog si želi, ka eto večeri in tu času toga Božiča poglednemo v svoje kolektorje, v zbiralnike svojih življenj, ko jih pregledamo in ko se obrnemo v tisti pravi Božič, da jih popravimo, premaknemo na mesto položaj, kjer bomo leko neprenehoma obsvetljeni, doteknjeni z njegovo lučjo, z njegovo milostjo in njegovo ljubeznijo. Da jih postavimo na podstavek, da bomo bliže njemi in kamo leko izpolnjeni z njegovo svetlobo, z njegovim mirom, radostjo, kar Božič, rojstvo našega odrešitelja tudi je. Vzemimo to luč, to njegovo luč milosti, premeknimo jo iz kleti, iz mest, kjer je nevidna in postavimo jo na mesto, postavimo jo v dnevni prostor naših življenj, kad je ta luč resnično center naših življenj, kjer je daleko vidna in sijala v vsej moči.
In pripravaj so mi ti odle v spomin pesmi, štere imajo to tematiko. In ena izmed teh je Ljud sveta, ti v temo si stopil, odpri mi oči, da videl bom. In znate, ka popeljamo te Kovruška, ponavadi ga jaz prosim, ka ponovimo te veršuš, odpri mi oči, da videl bom. In to bi si želel za vsakšega izmed nas. Ka imamo, odprejte svoje duhovne oči, ka vidimo, ka spoznamo, ka doumemo, kako neizmerno pomembni smo bili in smo še danes našemu očetu. Ka je v temo toga sveta, tudi v temo naših osebnih življenj, posla odrešenika, zveličara svojega sina Jezuša Kristuša, šteri je čudoviti svetovalec, močni Bog, večni oče, knez miru, šteri je šel od Betlehema do Golgote, ka bi ti in jaz imela življenje v polnosti, večno življenje. Hodimo obsijani z njegovo, z velikim lučjo. In če mogoče bil uvod nenavaden, bi rad, ko tudi malo nenavadno zaključimo, in sicer rad bi zaključil z eno pesmijo. Sicer ne bomo celo popevali, ampak govori o tom, naj njegova luč sije skozi nas. Seveda se mi lahko pridružite. Tvoja luč si skoz nas, da bi svet spoznal, ti živiš za nebesa, te slavi, čudovit si ti Bog, vesolje stvigao se, aleluja, naš Bog ti dan, za nebesa, te slavi, čudovit si ti Bog, vesolje stvigao se, aleluja, naš Bog ti dan, aleluja, naš Bog ti dan, aleluja, naš Bog ti Gospod, hvala ti za tvojo neizmerno ljubezen in hvala ti za milost, ki se nam je izkazal pred 2000 leti, Gospod, ko si poslal svojega sina na ta svet, da bi bili po njegovi smrti na križu Golgote odrešeni. Hvala ti za to luč, ki nam razsvetljuje življenja, in vsično te prosim, daj, da si želimo le tvoje prisotnosti in da tvojo luč, tvojo ljubezen nosimo v svojih življenjih. Hvala ti, da te lahko poznamo, in vsično prosim, daj, da svoje življenja resnično podredimo tebi, da si ti središče, da si ti gospodar, da tvoja luč, da tvoja prisotnost je vidna v naših življenjih in da delaš spremembe v življenjih vseh nas. Hvala ti, da si tako dober Bog, in hvala ti za vse blagoslove, in resnično naj bo iz naših src, iz naših življenj proslavljeno tvoje sveto, vsemogočno ime. Aleluja. Amen.